Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V zadnjem času je veliko slišati povpraševanja svojcev, pacientov, ki ležijo v splošni bolnišnici Jesenice, zakaj je negovalni oddelek zaprt. Ja, negovalni oddelek naše bolnišnice, ki je bil ena izmed recimo bolj prominentnih stvari naše bolnišnice vse od leta 2008 dalje, smo zaradi pomanjkanja kadra konec epidemije covida, to se pravi marca leta 2023 zaprli. Vzrok zaprtja je bilo takrat hudo pomanjkanje kadra. Tako da od takrat naprej 14 in pa še 6 dodatnih postelj, ki so bile prej na voljo, ne koristimo več in trenutno in mislimo, da tudi v naslednjem kratkoročnem obdobju ni neke perspektive, da bi mi lahko ponovno negovalni oddelek odprli v sklopu bolnišnice Jesenice. In kako pomagate svojcem pacientov, ki nimajo v trenutku, ko gre nekdo iz bolnišnice, nekoga nekam dati? Zdaj, tisto, kar lahko absolutno rečemo, da imamo pri nas zelo dobro razvito koordinatorsko službo, se pravi, imamo zaposlene in usposobljene kadre, ki jim rečemo koordinatorji zdravstvene obravnave. Njihova primarna naloga poleg drugih je tudi ta, da ob pričakovanem odpustu iz bolnišnice v bistvu uredijo neko okolje oziroma neko pomoč, s katero bo pacient obdobje po odpustu iz bolnišnice lažje preživel. Bodisi gre to za komunikacijo z patronažno službo, bodisi gre za komunikacijo z lokalnim zdravnikom, ureditev nege na domu, velikokrat pa tudi ureditev direktne premestitve v enote oziroma v dome za ostarele. Tako da pri večini pacientov, ki odidejo iz naše bolnišnice, je njihov odpust koordiniran v najboljši meri, kar trenutno pač lahko nudimo. Ali sploh razmišljate, da bi negovalni oddelek še kdaj odprli? Mi vsi se močno trudimo, da bi negovalni oddelek v bodočnosti še deloval. Tudi v ta namen probamo na vsak način pridobivati aktivno kader, s pomočjo katerega bi pač oddelek kadrovsko pokrili. Mi smo že v začetku letošnjega leta zastavili zelo aktivno kadrovsko politiko in sicer naredili smo akcijski načrt kadrovanja v bolnici Jesenice, ki temelji predvsem na ohranjanju obstoječega kadra in pa na pridobivanju novega. Dolgoročno pridobivanje novega kadra temelji predvsem na v bistvu stimulaciji srednješolcev in pa študentov fakultet in pa srednjih šol za zdravstvene vede, njihovo kadrovanje in pridobivanje. Nekako srednjeročno smo se pa poskušali poleg tega, da poskušamo kader pridobiti v Sloveniji, usmeriti predvsem tudi v tujino. V zadnjem času je to predvsem področje Bosne in pa Makedonije, kjer se v bistvu aktivno udeležujemo zaposlitvenih sejmov. V letošnjem letu smo bili 3-krat. Lahko rečemo, da zadnji sejem, ki je bil, to je meseca konca novembra, je bil zelo uspešen. Na njem smo pridobili 56 kontaktov za naše potencialno nove zaposlene, predvsem iz področja zdravstvene nege, nekaj tudi drugih strok. Gre za 56 tesnih stikov, iz katerih pričakujemo, da sigurno v določeni meri bo to prišlo v pač roku, ki je za to potreben do aktivnega zaposlovanja in politike. Ja. Hvala lepa za odgovor. Ja.